Lepo pozdravljeni. Na tem pogovoru se bomo ukvarjali s knjigo Beverly Silver Delavska moč, delavska gibanja in globalizacija od leta 1870. Na pogovoru sodelujeta dr. Ana Podvršič in dr. Maja Breznik. Ana, ti si napisala tudi spremno študijo in s tem dala dodaten prispevek, s katerim si v bistvu dogajanje pri nas v nekdanji Jugoslaviji in potem v postsocialistični Sloveniji umestila v okvire te knjige, se pravi razpravljala o delavskem gibanju v nekem dinamičnem razmerju do kapitala v tem delu sveta in pa tudi umestila si to knjigo v širši teoretski okvir. Najprej bi prosil kar obe, pa se sami odločita v kakšnem zaporedju, če lahko na kratko predstavita knjigo, se pravi, kaj je njen predmet, kateri so glavni koncepti, ki jih uporabi, kateri so glavni teoretski viri, o tem si pisala v spremni študiji, metoda zajema podatkov in pa seveda glavne ugotovitve. Boš ti začela? Ja, najlepša hvala za besedo, lep pozdrav še v mojem imenu. Ena verjetno največjih vrednosti te knjige je, da predstavi kupico kontraintuitivnih tez o vlogi in moči delavskega razreda danes. Knjiga je izšla v začetku 21. stoletja in v tedanjih razpravah, akademskih in političnih, je bolj ali manj veljalo prepričanje, da bodisi delavskega razreda sploh ni več, tudi pa če je vsekakor nemočen. Nemočen napram transnacionalnemu kapitalu, ki ruši vse prepreke in si prisvaja od socialnih pravic do demokratičnih pravic pač vse. Na drugi strani imamo pa države, ki so postale le nekakšen podaljšek kapitala in njegovih zahtev mednarodnega. In osrednja teza Beverly Silver je, da to popolnoma ne drži. Da ko govorimo o delavski moči, danes in v preteklosti, o vlogi delavstva v samem razvoju kapitalizma, so tako nekoč, ko danes ima delo osrednjo vlogo in še ima različne vire moči. In naprimer ena najbolj, ali pa mogoče dve najbolj taki kontraintuitivni tezi Beverly Silver sta, da migracije, delavske migracije, niso samo vir šibkosti, fragmentacije delavskega razreda, individualizacije, atomizacije, ampak imajo nastavke tudi za, je tam tudi nek nastavek, možnost za organizacijo in tako. Po čem je Beverly Silver najbolj zaslovela, je po tej slavni tezi, da kamor gre kapital, tam gre tudi delavski boj in z njemu delavci. Kako je Beverly Silver prišla do tega? Z izjemno tako plodovito metodo raziskovalno. Na eni strani je kombinirala to svetovno sistemsko perspektivo, ki v Sloveniji poznamo predvsem prek prevodov dela Emanuela Vararština, ki so tudi išli pri založbi CF, ki je v bistvu teoretski pogled, ki pravi, da smo vsi med seboj povezani, da naše razmerja in odnose določa svetovno gospodarstvo, svetovni kapitalizem in da je treba imeti, če želimo razumeti današnje odnose, v bistvu dolgotrajen pogled, zgodovinsko dolgotrajen, da vidimo prejšnje vzorce, prejšnje značilnosti in globalen, da lahko primerjamo tudi v prostoru. Je bila en metodološki pristop. Drugi, in Beverly Silver je ta aparat, zato da je zgrabila v bistvu, kako točno lahko proučujemo moč delavcev, je kombinirala še s tezami Davida Harveya, oziroma njegovo analizo reševanja sistemskih kriz kapitalizma prek različnih, tako imenovanih prostorsko-časovnih, pa tudi sektorskih rešitev. In z Wrightovo, Lino Wrightovo razločitvijo delavske moči na strukturno moč, ki izhaja iz pozicije podjetja oziroma delavstva v mednarodni delitvi dela, lokalni, in pa na organizacijsko moč. Morda lahko malo bolj, kaj več, Maja, razložiš o teh dveh močih, kako funkcionirata, kateri so viri teh dveh moči delavcev? Jaz bi
povedala nekaj vidikov, ki pokažejo to teorijo, kako je nastajala. In ena teorija, Ana je pokazala dobro navezavo na Harveja in svetovno-sistemsko teorijo, je pa še ena, ki je bila ključna za delo te teorije, ki je teorija o dolgih valovih, ki je bila takrat zelo popularna, in sta Wallensteinov krog svetovno-sistemski in ta krog ekonomistov, ki se je ukvarjal s to teorijo, so delali tudi v istem času mednarodno konferenco o tem problemu, in kjer se je problem organizacija delavskega gibanja tudi zelo izpostavila, in Beverly Silvers je nastopila na tem kongresu. In sicer teorija o dolgih valovih govori, da je doba kapitalističnega gospodarstva razdeljena na približno 50 let, od katerih 25 let zaznamuje visoka rast profitov, ekspanzija, in nadaljnjih 25 let depresija. In to naj bi bilo nekakšna zakonitost, ki so ekonomisti potrdili za študijo gibanja profitne mere skozi obdobja. Delavsko gibanje v tem naj bi bilo, so domnevali, naj bi začelo rast v dobi ekspanzije, ko se potreba po delavcih povečuje in naj bi se njihova strukturna moč delavstva povečevala. Delavski boji naj bi se zavlekli naprej še v začetek obdobja recesije, potem pa padec gospodarske rasti naj bi pripeljal do nezaposlenosti in s tem bi se moč delavcev zmanjšala. In delavsko gibanje bi moralo popuščati, in v bistvu to, kar so pridobili v prejšnjem obdobju gibanj, naj bi v naslednjem obdobju recesije izgubljali in tako iz ciklusa v ciklus. Ta podatki, ki sta jih Silver in Arrighi in njen krog delavskega, kako se imenoval, World Labour Research, ki se jih zbiral na podlagi revij New Times in New York Times od 1870, je pokazal, da sicer podatki deloma potrjujejo tezo o dolgih valovih, ampak vseeno so podatki strigli. In sicer ukrepitev delavskega gibanja je bilo konec 19. stoletja in po dveh svetovnih vojnah, prvi in drugi svetovni vojni, je tak zelo velik porast moči, strukturne moči in organizacijske moči delavstva. Te podatke je pa zanimivo, ki jih je Beverly Silver in Arrighi, ki sta jih pripeljala, pa niso ponudila odgovor na ta vprašanja, ki jih je odprla, ampak sta proizvedla novo teorijo, in to je teorijo o premikanju delavskih bojev za kapitalom. Skratka, čisto drugo. Mogoče bi se dalo ta problem, ki sta ga ona dva zastavila, zakaj je v tistih obdobjih veliko intenzivnosti delavskih bojev, je, da moč delavstva ni samo odvisna od strukturne, se pravi koncentracije kapitala, ampak tudi od preteklih obdobij, organizacijske sposobnosti, ki jih pridobijo v preteklem obdobju, in se je v teh treh obdobjih križala ta njihova strukturna moč, koncentracija proizvodnje na enem mestu in tudi organizacijska moč, ki je bila podedovana iz prejšnjega obdobja in na kateri so lahko svojo strukturno moč še okrepili. Lahko nekaj dodam? Ja, ko govorimo o organizacijski moči, Beverly Silver razločuje med strukturno in organizacijsko močjo, in prav ta strukturna je povezana v bistvu ne samo s koncentracijo kapitala, oziroma ona govori o moči delavstva na trgu dela, in to se ponovadi meri z stopnjo brezposelnosti, in pa o moči dela na samem delovnem mestu. Že tukaj je treba razločevati. In za primer, da produkcijo, ko se že... Avtomobilsko pa tekstilno, ne? In-time production, kako je slovenski prevod? Ob času nekako, ne? Just in time, tako pravočasna produkcija, ko se zdi v bistvu, da imajo, za katere je značilno izjemna fluktuacija kapitala, kapital se neprestano seli, zaposlitvena razmerja temeljijo ponovadi na visoki prekarizaciji in fleksibilizaciji,
ravno pravi, ampak vseeno imajo ravno te delavci, tudi če nimajo na samem delovnem mestu veliko moč, imajo zaradi strateškega položaja in pomena te pravočasne produkcije danes, pa predvsem njene fragmentacije, ne, v bistvu pomemben vzvod potencialne moči. Ne. Zdaj pa če reba nazaj na organizacijsko moč, kaj sem tukaj želela predvsem dodati, je, ko govorimo o organizacijski moči, ne gre tukaj samo za sindikaliziranost, za možnost sindikalizacije, ne, pa institucionaliziran sindikalni boj, ne, preko institucionalnega socialnega partnerstva in dialoga, ampak gre tudi v bistvu za politično organizacijo, ne, in za povezovanje z različnimi akterji v skupnostmi, vključno mogoče z akterji iz razreda kapitala. Ne. In to se mi zdi pomembno izpostaviti pač ravno za temo, ker so vir potencialne moči sindikatov, ne, in če se spomnimo začetka 20. stoletja, so bile takrat močne politične stranke, delovsko orientirane stranke, ne, da primer tega danes primanjkuje splošno, ali pa ga ima, ne. Pravi, ko govorimo o organizacijski moči, je treba kontekstualizirati položaj delavstva v širšem družbenem kontekstu in možnosti različnih povezovanj. Ena ključnih industrij, okrog katerih ta knjiga zgradi svojo argumentacijo, je avtomobilska industrija v 20. stoletju. In ta industrija je pomembna seveda tudi za naš del sveta, za višegrajsko srednjo Evropo, kamor tudi Slovenija ekonomsko v bistvu spada. In lahko rečemo, da višegrajska Evropa je pravzaprav strukturno podizvajalka nemške avtomobilske industrije. Ampak če vzamemo avtomobilsko industrijo, podatki, ki so jih raziskovalci v tej skupini zbrali iz teh dveh svetovnih časopisov o delavskih stavkah, protestih, nemirih, kažejo, da je avtomobilska industrija v 20. stoletju doživela serijo prostorskih selitev in pa delavskih nemirov, ki so sledili tem preselitvam tovarn pravzaprav precej hitro, ne, v roku ene generacije ali še hitreje. Najprej je bilo med vojnama žarišče delavskih nemirov v avtomobilski industriji v Združenih državah, potem v Britaniji, potem se je preselilo v Francijo, Italijo in Španijo, potem imamo val v Južni Ameriki, recimo Mehika, Argentina, Brazilija, pa Južna Afriška republika, v 90-ih Južna Koreja, potem pa pridemo v čas po letu 2000, ko avtomobilska industrija na novo industrializira ali pa prenovi industrije v višegrajskih državah. Recimo Slovaška predtem ni imela nobene industrijske tradicije in potem iz nič tja pridejo sestavljalnice avtomobilov pa tovarne preprostih avtomobilskih delov in nastane cela nova panoga. Ampak to, kar je zanimivo, ne, če pogledamo ta dolgi časovni lok, je pa to, da po prihodu avtomobilske industrije v višegrajsko Evropo ne sledi tako delavsko organiziranje in val nemirov za višje plače, boljše delovske pogoje, delovne pogoje, kot se je to zgodilo v vseh drugih regijah, kamor je predtem prišla avtomobilska industrija. In vprašanje je, kako to, ne? Del odgovora ponudi Beverly Silver v knjigi, ko razloži, da je v avtomobilski industriji v produkcijskem načinu prišlo do neke reforme, do toyotizma, ki je povzročil razcep delavcev v dva podrazreda. Na eni strani imate jedrne delavce, na drugi recimo temu periferne. Jedrni delavci imajo redka znanja, ki se jih da razviti samo na delovnem mestu, so vezana na določeno delovno mesto, zato si delodajalec ne more privoščiti, da bi jih odpustil ali pa da bi mu ušli. In zato imajo ti delavci že individualno visoko pogajalsko moč, potem jo pa ponekod še nadgradijo s sindikalizacijo in njihovi sindikati so v bistvu sindikati delavske aristokracije. Tudi pri nas se to pravzaprav na nek način kaže, mogoče več o tem kasneje. Na drugi strani je pa neka kohorta fleksibilizirane delovne sile v tej isti industriji, ki je prekarno zaposlena, tako da jo zaposlijo takrat, ko morajo pokriti neke špice v naročilih in se jo potem znebijo.
Njihove veščine so splošne, so pogoste, zato je njihova pogajalska moč čisto po tržni logiki nizka in ta delovna sila se seli iz enega podjetja v drugo, iz ene panoge v drugo, nikjer ne požene korenin, ni sindikalizirana in če hoče avtomobilske tovarne vzdrževati socialni mir, potem morajo skleniti dogovore predvsem z jedrnimi delavci, njim dajo koncesije, fleksibilni so pa pač od danes do jutri. In del odgovora Beverly Silver na vprašanje, zakaj v višegrajski Evropi ni videti takih valov delavskih nemirov kot v vseh drugih regijah, kamor je prej prišla avtomobilska industrija, je ravno v tej toyotistični preobrazbi razrednih razmerij. Ampak na drugi strani pa ne moremo mimo opažanja, da višegrajska Evropa seveda ima tudi nek politični pomen, politično-ideološki. To je danes neko glavno žarišče desnega populizma, desničarskega specifičnega odgovora na frustracije delovnih razredov, kjer gre seveda za mojstrstvo premeščanja frustracije ali pa tarče v neke nadomestne tarče, od migrantov do Romov, do Bruslja, do, kaj jaz vem, če hočete, izbrisanih in tako naprej in tako naprej. A lahko tudi v tem kontekstu uspešnih desničarskih, populističnih, ideoloških premestitev razrednih frustracij najdemo nek odgovor na to, zakaj naš del sveta danes odstopa od nekega trenda, ki smo ga prej lahko spremljali v avtomobilski industriji skozi celo 20. stoletje. A boš ti začela? Lahko tudi ti. Mislim, odločitev tovarne, da multinacionalke v tem primeru, odločitev multinacionalke, da preseli svojo proizvodnjo, je odvisna od kombinacije različnih faktorjev. In včasih lahko odločitev najnižje mezde odtehtajo drugi kriteriji. In pri odločitvi pri vzhodni Evropi je zagotovo bližina trgov, pri čemer podjetje prihrani stroške transporta, ki bi bili, če bi moralo avtomobile voziti iz Vietnama, Indonezije ali kakšne druge, Mehike, druge oddaljene lokacije. Zato se seli v vzhodno Evropo. Študije, ki primerjajo sisteme eksploatacije v vzhodni Evropi kot eni od teh regij svetovnih tovarn, z drugimi, recimo Mehiko, Indonezijo, Kitajsko in tako naprej, da je v vzhodni Evropi stopnja eksploatacije nižja kot pa drugje. Ni teh ekscesnih 12-urnih delovnikov, čeprav tudi, ampak ni jih toliko. Delo 7 dnevov na teden, neplačani regresi in tako naprej. Tako da minimalni standardi v vzhodni Evropi v primerjavi z drugimi lokacijami so doseženi. Je pa glavni mehanizem, kako se disciplinira delovno silo v vzhodni Evropi, so nizke mezde, te mezde na robu preživetja, ki prisili delavce, da sklepajo kompromise s svojimi delodajalci za vsak povišek te mezde, ki gre čez prag eksistencialnega minimuma. To je tudi pri nas, ja. Ja, to je pojav, ki tudi pri nas ga zelo občutimo. Za vsako minimalno nagrado, večja intenzivnost, nadure, delo ob vikendih, pripravljeno za delo in tako naprej. In s tem se disciplinira delovna sila. V tem izvoznem sektorju je tudi zelo manj prekarne delovne sile. Vsaj bilo je, zdaj zadnje leta se pojavlja, v bistvu vidimo Revoz, Krka in tako naprej. So si pomagali prej z delom za določen čas, zaposlovanjem, zadnje leta eksplicitno z agencijskim delom, ki pa ni samo slovensko, ampak je, ko zmanjka delovne sile doma, je to Bosna in Hercegovina, Hrvaška, predvsem pa Bosna in Hercegovina, v stotine, tisoče se vozijo ljudi kot agencijski delavci. Skratka, to je tudi verjetno razlog nižja eksploatacija kot drugje in ta vrsta discipliniranja. Sam glej, nekaj tu ne štima. Zakaj, kako da si lahko Oplova tovarna v Monoštru na Madžarskem tik ob avstrijski meji privošči izplačevati madžarske plače, če so pa madžarski delavci v bistvu imajo
lahko uživajo prost pretok delovne sile znotraj vse evropskega trga delovne sile. Seveda v nekem trenutku so se tovarne preselile v ta pas, zahodni pas višegrajskih držav, recimo zahod Poljske, Češka, zahod Slovaške, zahod Madžarske, zato ker je bila tu v izhodišču delovna sila precej cenejša, trgi z visoko kupno močjo, nemški, avstrijski, Benelux in tako naprej so pa blizu. Ampak ta trg, kjer se lahko tudi zaposlite, je seveda blizu tudi za višegrajske delavce. Tako da, kaj to pomeni? A to pomeni, da je pravzaprav to bil faktor, zaradi katerega so morale tukajšnje avtomobilske tovarne vendarle relativno hitro iti v večje dvige plač, kot bi pa to bile prisiljene recimo v Vietnamu. Bile so postavljene pred to dilemo, tudi že uspešno rešile. In sicer za uvozom delovne sile iz Vietnama, Kitajske, to je Praga. Praga je Češka in Praga sta reševali na ta način. In s tem, da so svoje produkcijske enote selile iz obmejnega območja blizu Zahodne Evrope, razvitim državam, v njeno vzhodno območje. In tam najemale delovno silo iz Ukrajine in tistih območjih, kjer so delovne plače še nižje. Tako da ta je bil glavni mehanizem, poleg tega, kar sem ga omenjala, discipliniranje z minimalno nizkimi mezdami, z uvozom delovne sile iz regij, kjer je bila delovna sila še cenejša. In drugi način, ki pa ni neposredno izhajal iz produkcijskega procesa, pač pa je šibkosti teh držav, je, da so bile, zato da so zadržale to produkcijo, ker tako kot je prišla, lahko tudi čez noč odide, so prisiljene ves čas ponujati multinacionalkam razne ugodnosti. To so davčne ugodnosti in subvencije subvencije, da se proizvodnja pride tja in tudi obdrži. Recimo slovenske Gorenje ima stalno vir dohodkov od leta 2010 v Srbiji, zato da ohrani svoje produkcijske enote tam in v bistvu državne subvencije pokrivajo plače teh delavcev. Še nekaj dopolniti? Ja, Beverly Silver, bi se malo dopolnila, ker je z širšim kontekstom. Beverly Silver pravi, kapital se seli, ampak se seli v različnih konkurenčnih okoljih. Vsak je treba imeti zgodovinsko perspektivo. Kaj je strukturna značilnost konkurenčnega okolja, če uporabim terminologijo Beverly Silver, te selitve kapitala iz avtomobilske industrije v države vzhodne in srednje Evrope od konca 80-ih let, 90-ih in kasneje. Strukturna značilnost tega konkurenčnega okolja je nastanek neoliberalnega, perifernega evropskega kapitalizma v teh regijah. In to je izhodišče, iz katerega moramo štartati, ko želimo razumeti v bistvu dinamiko delavskih bojev. Neoliberalni pomeni, da imajo v teh državah v zadnjih 30 letih v bistvu desne socialno-ekonomske politike. Sistematičen napad na delavski razred, široko gledano. To je prvi. Ko govorimo o perifernem evropskem kapitalizmu, moramo vzeti v obzir učinke evropskih regulacij na delavski razred, na pogoje organiziranja, na pogoje pogajanja in Evropska unija je še eden sistematičen organizirani napad evropskih vodilnih razredov na delavske pravice in razred. Preko premeščanja makroekonomske politike na nadnacionalno raven, preko ademokratičnih principov odločanja in tako naprej. To vemo. Se pravi, imamo strukturne značilnosti, ki omejujejo moč dela, moč pogajanja dela in tako. Nadaljne pa govori Beverly Silver tudi, da oblike toyotizma oziroma te postfordistične tehnološke rešitve so se skozi čas spreminjale. In to mislim, da je zelo pomembno upoštevati, ko govorimo o dogajanju v srednji in vzhodni Evropi. Beverly Silver razločuje med dvema tipoma postfordistične produkcije, organiziranja. Na eni strani je japonski taylorizem, ki je vrsta, ona ga imenuje vitek in dualen. Značilnost taylorizma
je torej, da je zato, da je dobil... Toyotizem, misliš? Toyotizma, je, da je dobil, zato, da je dobil pristanek delavskih razredov na nižanje stroškov dela, na višjo stopnjo eksploatacije, ne, obljubil varnost zaposlitve jedrnim delavcem, ne pa centralnim, ne, to, kar si ti omenil. Potem pa Beverly Silver pravi, ampak ameriške in zahodnoevropske korporacije, ko so se probale soočati s konkurenco iz Japonske od 80-ih let dalje, so selektivno integrirale toyotizem. Ameriške in zahodnoevropske korporacije niso več obljubile varne zaposlitve. Ne? Zato ona govori o vitkem in skopem modelu. In to je izjemno pomembno, ko govorimo o srednji in vzhodni Evropi, ker je v bistvu ta model prišel k nam, ne? Z Renaultom, z Volkswagen in tako dalje. Se pravi, ampak ni prišel v začetku 90-ih, kasneje, ne? In vemo tudi v Sloveniji, vsaj v 90-ih smo imeli varnost zaposlitve z jedrni delavci, ne? Preko bojev sindikatov, so dobili določene aranžmaje, ki se je zagotavljala varna zaposlitev jedrnim delavcem. Ne? Danes temu ni več tako. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da v bistvu, ko govorimo o srednji in vzhodni Evropi, moramo tako kot Beverly Silver, ni enoznačnega odgovora, treba je gledati valove. In v Sloveniji ne, smo imeli v 90-ih močen val delavskega gibanja in sindikalizirana in v bistvu ne, določene kompromise in tako, ki so upočasnile to neoliberalizacijo, ne, v Sloveniji. Danes, zanimivo, ne, so pa temeljna prizorišča delavskega boja in relativno uspešnega, z vidika sindikalnih zahtev, ne, višegrajske države. Slovaška je imela v bistvu verjetno najbolj zmagovito, oziroma delavski razred na Slovaškem, zaposlen v Volkswagenovi tovarni, si je izboril eno največjih zmag, mislim, da leta 2017. Ne. O tem zelo dobro govori Pavlinek, izvrstni raziskovalec prestrukturiranja avtomobilske industrije v srednji in vzhodni Evropi in pač Zmaja sva delali na nekem zborniku, ki je ravno o tem govoril, ki predstavi. Tako je. Ampak od kje so pa dobili ne, slovaški sindikati kar naenkrat tako moč? Ne, mislim, da bom zdaj šla v podrobnosti. Eno je ta pokrizni razvojni cikl, ki je še bolj poglobil odvisnost srednje in vzhodne Evrope od izvoza. Pa tudi v Sloveniji ga je, ne, pa do tega ni prišlo. Beverly Silver govori o mednarodnih zavezniških povezovanjih, koliko so pomembne, ne? Tudi z migracijami. Zato pravi, da migracije delavstva zanjo niso samo vir šibkosti, vir potencialne moči. Med slovaškimi delavci in migracije slovaških delavcev na Češko so množične in v bistvu so češki sindikati uspeli vprašanje minimalne plače, dviga splošnih plač kot razvojnega vprašanja. Ne? Spravi, če dvignemo plače, se bo pozicija našega gospodarstva spremenila v mednarodni delitvi dela, po domače povedano ne bomo več tako odvisni in periferni. Sindikatom je to uspelo spraviti na politično agendo. In s tem so v bistvu tudi slovaški sindikati se začeli boriti na druge načine. In kako to razumeti, ne? Mogoče tudi malo teoretično, da gremo nazaj na Beverly Silver. Beverly Silver govori o dveh tipih bojev, ne? Polanijevega tipa in Marksovega tipa. Polanijevega tipa so boji, ki izhajajo v bistvu iz, ona pravi, občutka nepravičnosti, jaz bi rekla realne nepravičnosti, tukaj ne gre za občutek, ko si kapital s pomočjo države, v bistvu prisvaja že obstoječe socialne pravice, ne, jih odvzema. Naprimer, reforme pokojninskega sistema, ne, ko imamo ali pa pač prekarizacija trga dela, ne, gremo iz bolj varnih zaposlitev na manj varne zaposlitev. Ona pravi, v tem pogledu so v bistvu to boji za proti razgradnji obstoječih rešitev in socialnih in družbenih pravic. Potem imamo pa druge tipe bojev, so pa Marksovega tipa, ki so povezani, pravi Beverly Silver, z širitvijo kapitala, z v bistvu načinom, kako kapital s tem, ko se seli, ne samo prostorsko, tudi sektorsko, iz avtomobilske industrije, naprimer v storitve, gradi, sooblikuje nastanek novega delavskega razreda, ki se bo boril za izboljšanje stanja. Ne? In da če gremo nazaj na Slovenijo, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da so v 90-ih sindikati uspeli
nekako zadržati oziroma upočasniti razgradnjo socialne varnosti in delavskih pravic, ki smo jih dobili tekom jugoslovanskega samoupravljanja in teh revolucionarnih bojev. Sedaj, ko je pa čas mogoče, da se novi delavski razredi organizirajo in zahtevajo, spravi preidejo iz defensivne v ofenzivno naravo, pri nam pa tega še ni. Medtem ko v nekaterih višegrajskih državah pa je. Pač samo še komentar na tako imenovani desni populizem, kot mislim, ko govorimo o srednji in vzhodni Evropi in dogajanju s Fidesom, Kačinskijem in PiS-om, pa mogoče tudi SDS-om, s katerim danes se vleče zelo rada te primerjave, mislim, da moramo biti ponovno izjemno previdni. In raje namesto fokusa samo na kako si te stranke preoblikujejo državne aparate, si jih prisvajajo kakorkoli že, spravi gradijo neke vrste partijsko državo, desno partijsko državo, je treba pogledati družbeno, socialno-ekonomske politike, se pravi razredne strategije. Ki so pa različne. Različne, v bistvu največja razlika obstaja v bistvu med PiS-om in Fidesom na eni strani in SDS-om na drugi strani. Če pogledamo samo PiS in Fides, v bistvu gre za neke oblike pokriznega obrata k nacionalkonzervatizmu, nacionalkonzervatistični politični ekonomiji, ki je zgodovinsko bila vedno nekakšen odgovor perifernih vladajočih razredov na njihovo lastno perifernost. Način, kako izboljšati v bistvu pozicijo v mednarodni delitvi dela. In pomembno je, da je v bistvu med PiS-om in Fidesom tudi iz tega vidika pomembna razlika. Preprosto gre za nekake poskuse gradnje domače buržoazije, ki bodo zmanjšali odvisnost od tujega kapitala, pa tudi od tujih političnih odločevalcev, vsega eno od drugim. In treba se zdaj vprašati, kakšno so medrazredna zavezništva znotraj, naprimer nacionalkonzervatizma na Madžarskem, nacionalkonzervatizma na Poljskem. Nacionalkonzervatizem Fidesovega tipa je izjemno antisocialen, antidelovski. In takšnega napada, kakor ga Orban sistematično izvaja na delovske pravice in socialne pravice delavcev na Madžarskem, do zdaj mislim, da Madžarska še ni doživela, ali pa ga je to nazadnje doživela v 80-ih, Zakaj je to? Delno je povezano v bistvu z zavezništvom Orbana s tujim kapitalom. Še večja odvisnost od Volkswagena, še večji, izraz vodili in tako dalje. Poglejmo zdaj Kačinskega in PiS-a, oni imajo pa popolnoma drugo strategijo. Če Orban v bistvu se uradno zoperstavlja tujemu kapitalu, vidimo, da to dela le delno. Orban se mu zoperstavlja le tako, da gradi nacionalno buržoazijo oziroma zametke tega v tistih sektorjih, ki niso mednarodno, ki niso v bistvu, kako ne rečem, strateškega pomena za nacionalno, za gospodarsko rast. To so različne storitve, gradbeni sektor, trgovina in tako dalje. Tisto, kar je vezano tudi verjetno na proračunski denar in evropski denar. Mislim, kar se lažje da, ampak strukturno pa ohranja Madžarsko v prav isti odvisnosti naprej. PiS je pa nekaj drugega. PiS ima tudi daljšo zgodovino, intelektualno, organizacijsko, nacionalno, konzervativne miselnosti politične ekonomije, političnih ekonomistov, ki so, tam govorimo res o, kako ne rečem, o načrtnem gradnju novih organskih intelektualcev, ki si dejansko prizadevajo za to, da bi ne samo vzpostavili novo nacionalno buržoazijo, oziroma ali pa jo končno vzpostavili, ampak predvsem, da bi bila ta nacionalna buržoazija mednarodno konkurenčna. Se pravi, igrajo na to, da so pa seveda geostrateško, politično mnogo pomembnejša država, kakor neka Madžarska. Gradijo tudi na temu, da imajo močan trg, notranji, kjer lahko si to privoščijo, mislim, je lažje, ampak predvsem ta strategija zahteva določeno zavezništvo z delavskim razredom. In življenjski standard delavcev, zlasti revnejšega sloja na Poljskem, se je pač v zadnjih letih izboljšal in to pod Kačinskim. Alternativa so pa kompradorski liberalci, ki jih ta delavski razred seveda ne bo volil. Zdaj, ker moramo že kar malo pohiteti, zaradi časa,
Jaz ne bi še odpiral vprašanja, ali SDS ima politično ekonomijo, ker se mi zdi, da je nima. In morda zate, Maja, še vprašanje o stanju delavskih bojev oziroma sindikalnega prizorišča pri nas. Moje opažanje je, da se je tista dualnost zaposlitvenih režimov, o kateri smo govorili prej, recimo na primeru avtomobilske industrije, ki je tudi v našem gospodarstvu, v bistvu najpomembnejša, da se je ta dualnost, da se je ta dualnost pravzaprav preslikala potem tudi na neko dualnost sindikalnega prizorišča, vsaj kar se tiče sindikatov zasebnega sektorja. Ker relativno močni so sindikati ostali pravzaprav samo v izvoznem sektorju ali pa v kakšni energetiki, ki je pa itak na državo vezan monopolist. Druga zgodba je javni sektor, kjer imaš pač močne poklicne identitete in se skozi to sindikati organizirajo. Kako ti vidiš stanje, mogoče tudi perspektive možnosti sindikalnega gibanja pri nas, tudi v luči tega, da pravzaprav po letu 2012 lahko opažamo, da so naši delavci ubrali neko drugo strategijo, potem ko so videli, da prek prizadevanj v okviru socialnega partnerstva in sindikati ne bojo mogli več urediti precej brezperspektivnih razmer na trgu dela, so ubrali individualno strategijo in to pomeni beg možganov. Od leta 2012, se pravi natanko od trenutka, ko so varčevalni ukrepi verjetno pokopali neke individualne upe, da se bo vendarle nekaj začelo izboljševati v tej Sloveniji, od takrat naprej beležimo ogromen val izseljevanja, predvsem mlajših in boljše izobraženih. Skratka, ljudje so dvignili roke in tu bi rekel, je to pač posledica šibkosti tukajšnjega lokalnega sindikalnega gibanja, lahko bo pa seveda imelo neke posledice na neki drugi lokaciji znotraj evropskega trga dela in bo vplivalo na razredni boj tam. Ampak kakšni so obeti pri nas? Zelo veliko vprašanj se mi natresel za kratek čas, ki sem za samo nekaj minut. Ja. Prvič, kar se zadeva slovensko sindikalno gibanje, mislim, da se moramo vrniti v 90. leta. Analitično ali časovno. Ampak bom zelo hitra. Ko je slovenskim sindikatom uspelo institucionalizirati socialni dialog v obliki tripartitnega sodelovanja ekonomsko-socialnega sveta in ne samo tako kot ostale države, da ga je institucionaliziral, ga je uspel tudi zadržati in je še vedno ostaja kot tisto organizacijsko okostje, ki je še vedno hrbtenica slovenskega razvojne perspektive, recimo. In s to razliko, da v sredi 90. leta se je pozicioniral ne samo kot zagovornik interesov svojih članov, temveč vseobčega interesa v tem, da je menjal zadrževanje plač in druge manj ugodne stvari za ohranjanje socialne države. Za ohranjanje socialne države. Eno desetletje naprej se je spremenila ta strategija, vendar pozicija še vedno zelo podobna. Menjal je določene koncesije v zameno za branjanje nesindikalnih članov, migrantov, prekarnih delavcev in tako naprej. Vloga Gorana Lukića kot osebnosti je tukaj verjetno vsem zelo jasna. In s tem je slovenski sindikati se uživali ne samo kot predstavniki njihovega članstva ali pa predstavniki delavcev, temveč kot vse družbeni zastopniki. Imeli so izjemno velik uspeh. Ampak žal zdaj govorimo o preteklosti, ko vmes se je zgodila fragmentacija sindikatov, delitev na parcialne interese in podobno. In tudi strategija uradna sindikatov je v bistvu se vrniti nazaj k članstvu in se boriti za boljše dele za svoje člane v konkurenci z ostalimi sindikati. Ana je svoji predstavitvi slovaških nakazala neko strategijo, ki jo lahko spremenijo. Kar se pa tiče tega gibanja, beg možganov, ampak ne samo beg možganov je pretirana, v bistvu delovne sile v Avstrijo, Nemčijo in v zahodne trge iz Slovenije po letu 2012
ni toliko reakcija delavskega razreda, ampak preprosto na prilagajanje ustvarjanju novega transnacionalnega delavskega režima, v katerem države v času visoke gospodarske rasti potrebo po delovni sili rešujejo preprosto tako, da pokličejo delovne sile iz regije, iz manj razvitih držav, ki nimajo veliko delovnih mest, Bosna, Slovenija, Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo in tako naprej. Slovenija tukaj služi kot tranzit ali pa kot tiste middlemen, posrednike, ki jemljajo rento. To je ena stvar, ampak govorim tudi o selitvah državljanov, ker jih statistika posebej beleži, za razliko od prebivalcev, med katerimi so lahko tudi tujci na začasnem delu pri nas. Pri selitvah tujcev je ogromna fluktuacija in človek pravzaprav ne ve, koliko ne gre tu za trgovino z ljudmi, pač da jih naša posredniška podjetja pripeljajo iz recimo Bosne, Srbije in podobnih držav formalno sem, potem pa v bistvu kmalu grejo kar naprej v Nemčijo, na nemška gradbišča, ampak predvsem se je saldo migracij državljanov je postal izrazito negativen od leta 2012 naprej, kar pomeni, da se pa naši pač državljani, naši delavci niso več videli perspektive tu in so pač šli seveda tja, kjer je bila ponudba delovnih mest, ampak je bila seveda tudi ponudba boljših pogojev, višjih plač, mogoče manj prekarnih pogodb. Ampak to so normalni pogoji v globaliziranem svetu. Ja. Tudi Evropska unija ponuja enaki dostop do trga dela po vseh evropskih državah in je to pričakovano. Ljudje se odločajo, da bodo študirali v drugih univerzah, ker se lahko naučijo še česa drugega in so normalni trendi, mislim, da niso. Poleg tega... Sej ne moraliziram, samo hočem reči, da je to nek indikator šibkosti lokalnega delavskega gibanja. Pa tega, da v bistvu... Pardon, nisem preskočila. Ne, se pravi. Pa predvsem tega, da smo imeli mi v času, da je bil tip prestrukturiranja gospodarstva v času prejšnje krize, od 2008 do 2013, 2014, ali pa način reševanja te krize izjemno regresiven. V bistvu, ko se mi sedaj primerjamo z Višegrajsko skupino, je to zmotno zaradi tega, ker ali pa predvsem še enkrat z Madžarsko in Poljsko, mi gremo zdaj tja, ker so one bile pred krizo, ali pa ker so bile strategije vodilnih razredov pred krizo. Pri nam se je zgodila ta regresija in smo s krizo šele dobili, recimo temu, politično značilnost ali pa politično formo neoliberalnega perifernega evropskega kapitalizma v Evropi, tukaj. Kaj je značilnost, kaj je ena glavnih značilnosti te politične forme periferne države v postsocialistični regiji, je, da je nizkodavčna država. Zakaj je nizkodavčna država? Ker nima drugih adutov, s katerimi bi pritegali na mednarodni kapital. Zaradi nizkih davkov, zaradi odpustkov, odpustki, ki niso samo nižanje davka na dobiček in tako, gre se tudi za različne oblike subvencij pri gradnji novih investicijah ali pa pri obljubah o kreiranju novih delovnih mest, tako dalje. Low tax state, pardon, pač angleški izraz uporabljam, pomeni kaj? Pomeni seveda manj prihodkov za javne storitve. Za vzdrževanje, izboljšanje javnih storitev, ki so danes v bistvu strateškega pomena zaradi staranja gospodarstva, zahteve po inovacijah, vse tem. In to, kar se pri nam danes dogaja, predvsem spomnimo se, mislim, da je bilo lani pač razprava politična izjemno zaznamovana s tem, kaj z našimi zdravniki, ali jih bomo sploh še zadržali in tako. Kot omenjeno, pri nam je bila prestrukturacija regresivna in smo seveda šli tja, kjer je bila Poljska, na primer, v prejšnjem desetletju, oziroma v prejšnjem, zdaj že skoraj predprejšnjem. Takrat so imeli že na Poljskem v bistvu množične težave v javnem sektorju, v javnih storitvah, zaradi bega možganov, zaradi bega delavcev, ker država ni več vlagala v javne storitve in ni bilo ne pogojev, ne plač, ni ničesar. In mi smo to zdaj dobili nekako s tem zamikom.
Se pravi, gre se za to, kar mogoče, ko govorimo, ko se omenil beg možganov, en aspekt, ki ga Beverly Silver ne problematizira, je vloga držav pri tem. Ona sicer velikokrat omenja regulacije in to, pa kakšna je vloga držav v delavskih bojih? Kakšna je vloga v centru, periferiji, v različnih periferijah? Imamo industrializirano periferijo, naprimer, ne? Pa imamo v Evropski uniji financializirano periferijo, južne države in to. In mogoče, no, če smem še nekaj, ko govorimo o Beverly Silver in o moči in o različnih oblikah organiziranja, pa ne, faktorjih oziroma, ja, kaj so dejavniki, ne? Ničesa Beverly Silver ne problematizira in se mi to zdi, in se mi zdi, da moramo danes to njeno refleksijo, ki jo je začela potegati en korak dlje in se ne samo spraševati, ne, s kakšnimi strategijami, pogoji, dejavniki ne si lahko delavski razred izboljša pogoje delovanja znotraj kapitalizma. S kakšnimi pogoji oziroma kaj so pa faktorji, ki omogočajo delavskemu razredu, da odpravi delavski razred. In s tem sistem, ne, ki ga v bistvu neprestano prisilja, ne, ciklično, fazno, časovno, prostorsko, v te nenehne boje. Ne. Sej mogoče ne moremo to, kar Beverly Silver pravi, ne, posploševati, ne, pač, da je to zelo težko in da moramo biti vedno malo konkretni, ne, pa to je pač Beverly Silver pravi, ni enoznačnega odgovora. Zagotovo pa je enoznačni odgovor na to, kdo v kapitalizmu ima moč, ima nadzor nad produkcijskimi sredstvi, ima strukturno prevlado nad političnimi odločitvami, kdo je pa nima. Delavski razred je nima. In Beverly Silver, ne, tega ne problematizira. Kaj rabi delavski moč? V bistvu, da se popolnoma osvobodi vseh spon kapitala. Ja, ampak to je mogoče normativno vprašanje. Knjiga je pa vendarle nastala na podlagi empiričnega gradiva, zabeležk o delavskih gibanjih, ki so se borila v danih pogojih kapitalizma. In dragoceno pri knjigi, če lahko sklenem, je to, da pokaže, da delavski boj obstaja, da ima šanse. Absolutno, ja. In da strukturne sile kapitalizma vendarle ga ne morejo zadušiti, vedno znova vznika in pravzaprav kapital beži pred njim. Ne. To, kar se v prostoru kaže kot razvojni programi, ne, kot industrializacija novih regij, je v resnici rezultat bega kapitala pred delavskimi gibanji, ki vedno znova vse povsod vznikajo. V tem smislu, ne glede na sedanjo, recimo tudi politično konjunkturo pri nas v Sloveniji, nam knjiga prinaša en velik zgodovinski optimizem. Berite jo. Hvala za udeležbo, hvala za izjemno strokovne prispevke in še kdaj. Hvala.